V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje, drage sestre, dragi otroci, starši, stari starši, smo v času poletnih počitnic, pa vendar vsi prijetno dobrodošli v Božji hiši, kjer se danes znova zbiramo kot ena družina vere. Vsak od nas prihaja z drugačno, a svojo zgodbo. Nekdo v svojem srcu nosi veselje, drugi morda skrbi. Nekdo je poln načrtov, drugi utrujen od bremen preteklega tedna. Toda lepo je vedeti, da nas Bog ne sprejema zaradi tega, kar smo dosegli, temveč zaradi svoje ljubezni. Vabi nas takšne, kakršni smo. Judovski filozof Martin Buber je zapisal: v začetku je odnos. Človek postane to, kar je, šele v srečanju z drugim. Kristjani pa verujemo, da je temelj vseh naših odnosov sam Bog, ki prihaja k človeku, ga kliče po imenu in mu odpira prostor za življenje. Prav to oznanja današnja 10. nedelja po Sveti Trojici. Bog ni oddaljeni opazovalec našega življenja, temveč je spremljevalec na naši poti. Veseli se z nami, ko se smejemo, in nas nosi, ko nam zmanjka moči. Njegova milost je večja od naših napak, njegova zvestoba pa trdnejša od vseh naših dvomov. Zato naj bo današnje bogoslužje prostor počitka za utrujene, navdiha za mlade, poguma za družine in hvaležnosti za starejše. Naj vsak izmed nas znova odkrije, da je pri Bogu ljubljen, sprejet in da nikoli ni sam. Z veseljem in hvaležnostjo zato vstopimo v to bogoslužje ter skupaj slavimo Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom za naslednje dni. Jutri v ponedeljek ob 19. uri lepo vabljeni v cerkev na molitveno srečanje, ko lahko v edinosti in v tišini položimo pred Boga zahvale in prošnje za teden, ki je pred nami. V sredo ob 19. uri pa vas vabimo na posebno predavanje v okviru sredinih forumov z naslovom Kaj se je zgodilo v Edenskem vrtu v petek ob 3. popoldan. Pobrskali bomo po najbolj slavnem prizorišču zločina v zgodovini človeštva. Zato vsi dobrodošli. V naslednjem tednu organiziramo tudi molitveno verigo v obliki posta. Vsi, ki bi želeli sodelovati in se vključiti, se lahko obrnete na Lejo Brkič. Naslednjo nedeljo, 16. avgusta, pa smo vabljeni na osrednje tedensko nedeljsko bogoslužje. Cerkev se zahvaljuje družini Garjetovič, ki je podarila koš za košarko, in družini Jadrič, ki ga je pridno zmontirala. Tako da, če vas kdaj prime želja po kakšnem metu na koš ali pa po kakšni prijateljski tekmi, ste dobrodošli. Vrata so odprta vsem, trojke pa neomejene. In še ena zelo pomembna in lepa napoved, o kateri bomo zagotovo še kaj slišali, vendar imate priložnost, da slišite prvi. Torej v soboto 22. avgusta gremo kam drugam kot na naše lepe zelene Gorjance. Letošnji tradicionalni družinski izlet z naslovom Korak za življenje bo nekaj posebnega, saj ima dobrodelni cilj. Zbirali bomo štartnino, priporočeni znesek je največ 10 evrov, ves izkupiček pa gre za nakup novega defibrilatorja pri naši cerkvi tukaj v Novem mestu. Torej, ko bomo zbrali dovolj prostovoljnih darov, bomo kupili defibrilator, s katerim, kot verjetno vemo, lahko dobesedno omogočimo pravočasno pomoč in komu podaljšamo življenje. Ni lepšega kraja, veste, za defibrilator, kot je cerkev. Kajti cerkev je na nek način stičišče, včasih vsaj, med smrtjo in življenjem. Zato je tudi to
povedno za vse tiste, ki tukaj pridejo. Za vzpon na Trdinov vrh imamo tokrat pripravljeni 2 poti, in sicer ob 9. uri štarta vrhunska kondicijska tura iz Gaberja, pri Šumečem potoku, ki jo bo vodil duhovnik Peter Golob. Ob 10. uri pa štarta klasična družinska tura s tistimi z malo manj kondicije pri domu na Miklavžu, ki jo bom vodila jaz. Tako da, očitno iz priloženega. Torej, ob 9. uri vrhunska tura za športnike, za tiste, ki imajo kondicijo, in za nas vse ostale ob 10. uri pri domu pri Miklavžu. Na Trdinov vrh, kot tudi na Miklavž, pa se lahko vsi tisti, ki imate kakršnekoli zdravstvene težave oziroma ne morete hoditi, nam to poveste ob prijavi, ker bomo organizirali tudi prevoz z avtomobili. Ob 11.30 uri se na Trdinovem vrhu začne skupni program. Pri cerkvi pri stolpu bomo imeli duhovno misel z blagoslovom, z molitvijo za mir. Ob enih sledi kosilo pri domu na Miklavžu, ki bo po lastni izbiri in plačilu. Cene so dostopne, tudi sicer so raznolika ponudba hrane, tako da bo zagotovo za vsak zob kaj za najti. Po kosilu bomo imeli čas za druženje, za igro otrok na košenicah, za morda celo obisk vzletišča, za zmajarje in še kaj. Zaradi rezervacije prostora pri koči vas lepo prosimo za prijave najkasneje do četrtka, to je 20. avgusta. Prijavite se lahko pri Petru Golobu ali Leji Brkič, seveda je možna prijava tudi po elektronski pošti. In najpomembnejše, povabimo družinske člane, sosede, prijatelje, sodelavce, zato da lahko skupaj stopimo za dober namen in za korak za življenje. Tako, sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki govori o prijateljstvu. Prijateljstvo je tema, ki je aktualna že odkar človek obstaja. In najboljši prijatelj človeku je zagotovo Bog. Tudi takrat, ko se počutimo povsem sami in osamljeni. Zato nas vabim, da zapojemo skupno himno Zvest prijatelj naš je Jezus. Naš
Biblično vodilo današnje nedelje je iz Psalma 33, kjer pravi takole: Blagor narodu, ki je Gospod njegov Bog, ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino. Prisluhnimo sedaj še poeziji iz 33. psalma. Vriskajte pravični v Gospodu, iskrenim pristaja hvala. Zahvaljujte se Gospodu s citrami, na harfo 10 strun mu igrajte, pojte mu novo pesem, dobro igrajte ob vzklikanju. Zakaj Gospodova beseda je prava? Vse njegovo delo je v zvestobi. Ljubi pravičnost in pravico. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. Zakaj dejal je in je nastalo, ukazal je in je stalo. Gospod podira namere narodov, zametuje načrte ljudstev. Gospodov nasvet pa ostane na veke, misli njegovega srca od roda do roda. In v luči Božje besede nas vse skupaj vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Bog, zahvaljujemo se ti, da smemo pripadati tvojemu ljudstvu, kateremu namenjaš vso skrb in ljubezen. A nam je žal, da mnogokrat izbiramo svoje lastne poti, ki niso v soglasju s tvojo voljo. Tako radi iščemo izgovore in opravičila, namesto da bi sledili tvoji besedi resnice. Bojimo se, da bomo izgubili nadzor nad svojim življenjem. Težko priznamo, da smo odvisni od tvoje pomoči. Tudi svojo voljo težko podrejamo tvoji volji, ker se bojimo, da bomo izgubili svobodo. Bojimo se sramote, da bi nas prepoznali kot tvoje sledilce. Prosimo te, spremeni nas od znotraj. Prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. Besede milosti in slavospev razveseljujejo našo dušo rekoč: kakor prijetno vonjavo vas bom dobrotno sprejel. Tako se bo med vami izkazal svetega v očeh narodov. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod. Tako bom storil z vami zaradi svojega imena, govori Gospod Bog. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Usmiljeni in dobri Bog, hvaležni smo, ker kljub našim slabostim in zamujenim priložnostim smemo prihajati k tebi in ker nas brez naše zaslužnosti in le zaradi svoje ljubezni sprejemaš za svoje otroke po Jezusu Kristusu. Hvala ti, ker nas nagovarjaš kot ljubeči oče, ki opominja in svetuje s potrpežljivostjo in sočutjem. Ko nam življenje postane težko, boleče in neznosno, ko smo prizadeti in se nam prijatelji izneverijo, ko izgubljamo tiste, ki jih imamo radi, ko nam vera bledi, strah stiska srce, negotovost stre upanje, delo postane naporno in nas hromi malodušje, naj slišimo tvojo nebeško tolažbo. Hvala ti, ker si nas že pri krstu poimenoval ljubljeni. To naredi čudežno spremembo v nas. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo iz Evangelija po Marku, 12. poglavje od 28. do 34. vrstice, še prej pa zapojmo pesem, ki pravi, da Božja ljubezen nikoli ne mine.
izvolite sesti. Berilo iz Markovega evangelija, 12. poglavje od 28. do 24. vrstice pravi največja zapoved. Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil je in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril, prva je, poslušaj Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismouk mu je rekel, dobro, učitelj, resnico si povedal. On je edini in ni drugega razen njega in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega, kakor samega sebe, je več, kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. Poznam osebo, ki je nekoč zavzeto iskala svoja očala. Pri iskanju so se ji pridružili kar vsi člani družine, saj poznamo, če kdaj kaj izgubimo in kar vse aktiviramo, da nam pomagajo. Dokler ni nekdo opazil, da jih ima ves čas na nosu. In v tej zgodbi človeka, ki išče nekaj, kar ima, kot pravimo, ves čas pred nosom, se lahko prepoznamo prav vsi. Nekaj podobnega se je verjetno dogajalo tudi pismouku. Ko je Jezusa vprašal, katera zapoved je največja, poznal je vseh 613 judovskih pravil, postave, pa vendar je iskal bistvo. Jezus ga ni vprašal po njegovi nameri, s katero je prišel do njega. Morda je pismouk Jezusa preizkušal, morda pa se je zares počutil izgubljenega znotraj vseh pravil, ki mu niso prinašala življenja, smisla. Jezus ga ni vodil v še več pravil, v več pojasnil, ampak naravnost v središče vere in v odnos. Ljubi Boga in ljubi bližnjega svojega, ki je ob tebi. Na koncu pa mu reče še nekaj pomembnega. Nisi daleč od Božjega kraljestva. Odgovor, ki ga je iskal, res ni bil daleč. Stal je pred njim. Tudi mi pogosto iščemo to, kar nam je že blizu. Med mnogimi odgovori, glasovi, lahko spregledamo bistveno. Jezus nas vrača k preprostemu jedru, biti blizu Boga in iz te bližine ljubiti človeka ob sebi. Bližnjega imamo namreč vedno pred seboj. Jezus pa nam je obljubil, da bo vedno ostal z nami. V njem prihaja Božje kraljestvo. Pridimo s pesmimi, dragi zbrani, v Božjo bližino, takšni kot smo. In naj Sveti Duh v nas prebudi zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Vabim vse, ki lahko, da ostanemo in zapojemo srčno pesmi, ki so pred nami, kajti smo v Božji bližini, smo Božji otroci in to je naša moč in v tem je naša identiteta.
zdaj srce, Bog ustvari mi in obnovi me. Naj bom kakor ti, čisto zdaj srce, Bog ustvari mi in obnovi me. Naj bom kakor ti. Ti si lončar moj, jaz vina sem. Moja molitev je, Bog obnovi me. Ti si lončar moj, jaz vina sem. Moja molitev je, Bog obnovi me. Čisto zdaj srce, Bog ustvari mi in obnovi me. Naj bom kakor ti.
Nebeški Oče, prejmi našo zahvalo, ker si naš prijatelj, naš oče, naša mati, ker nam daješ smisel v življenju, odkrivaš svoje poti in nas vodiš za svojo roko. Hvala ti za cerkev in za ljubezen, ki nas povezuje, naj močno prebiva med nami in radost v naših srcih, ker smo tvoji otroci. Amen. Sledi utrinek za otroke. Takole, dragi otroci, lahko se mi pridružite. Vem, da je čas počitnic, ampak morda bo danes to za vas dobro, ker če vas ni tako zelo veliko, boste morda malo več nečesa dobili. Bomo videli. Torej, pridite, otroci. Danes imam posebno nalogo za vas. Najprej bi potrebovala 2 prostovoljca, za enega že vemo. Pridi. Za njega že vemo. Še enega rabim. Kdo se še javi, prosim. Nič ne bo težkega. Evo, super. Hvala, Sara. Tako, zdaj boste pa vidva dobila eno zelo zanimivo nalogo. Najprej bomo pogledali, kaj imam tukaj. Imate radi bombone? Kateri so vaši najljubši? Haribo bombončki, gliste, kisle, sladke. Ja? Bomo odprli. Ta čas pa vama povem posebno nalogo, ki jo boste imela. Bombonček boste lahko pojedla, ampak ne bo tako enostavno. Ne morete ga samo vzeti in pojesti, ampak ga lahko pojesta samo na način, da imata roki stegnjeni. Se pravi, komolca ne smeta pokrčiti. Bo šlo? To je malica za vaju, kaj ne? Se pravi, tega ne smeta. Pardon. Tega tudi ne smeta. Vse drugo pa lahko. Sta pripravljena? Stegnite roki. Lahko dam jaz? Tako. Ti so najboljši. No? Malo problem, ne? Lahko probate z drugo roko, ampak tudi druge roke ne smeta pokrčiti. Kaj pa zdaj? Ja. Imate kakšno idejo, kaj lahko naredita? Ampak z drugo roko lahko No, dajte malo pomagati. Drug drugemu, to pa lahko. Drug drugemu pa lahko. Se pravi, ti se približaš in ti probaš to, da to usta nekako. Tako. Super. In ti se približaš. Bravo. Bila sta odlična. To, bravo. Super sta bila. Veste, kako sta bila zavzeta? Tudi drugi boste dobili, brez skrbi. Vi ne, žal. Samo pod 15. Vi ste se že najedli bombonov v svojem življenju, oni imajo še celo življenje pred sabo, tako da tokrat za vas. Ampak kaj sem hotela s tem pokazati? Nekaj zelo pomembnega. V resnici, dragi otroci, je to temeljna svetopisemska resnica. En zelo pameten človek, za katerega čisto dobro ne vemo, kdo bi lahko bil, morda je bil celo pametni in modri kralj Salomon, je v knjigi Pridigar je napisal čisto preprosto resnico. To boste vsi razumeli. Kaj je več? 2 ali 1? 2, okej, 2. Torej, 2 sta boljša kakor 1, če namreč 1 pade, ga drugi kaj? Pobere, ga dvigne, mu pomaga. In to, dragi zbrani in seveda tudi vi otroci, to je temeljna resnica. Veste, Bog nas ni ustvaril za življenje, da bi samotarili, da bi nam bilo dolgčas in da bi vedno morali jesti bombone na način, da imamo iztegnjene roke. Zakaj? Ker to ne gre. Torej, Bog nam je dal družino, Bog nam je dal cerkev, Bog nam je dal prijatelje, zato da si pomagamo. A se spomnite tiste svetopisemske zgodbe o Jezusovih učencih in prijateljih, ki so pomagali enemu človeku, ki ni mogel hoditi, pa so potem skoraj kot božiček šli kar čez streho. A se spomnite te zgodbe svetopisemske? Ja? Torej, zakaj so to naredili? Ker so si pomagali. In to velja tudi za nas. Včasih mislimo, da bomo zmogli vse sami, vendar
to velja tudi za nas. Potrebujemo drug drugega. Potrebujemo Jezusa. Potrebujemo Boga. Sami, dragi zbrani, se namreč ne moremo rešiti greha. Tako pač je. Kakorkoli se trudimo, ne gre. Ne moremo se tudi znebiti strahu in vsega, kar nas ločuje od Boga. Zato je Bog prišel k nam. In zato kristjani ne rečemo vse zmorem sam, ampak rečemo raje vse zmorem v njem, ki mi daje moč, zato rabim pa še zraven koga? Drugega. In vabim nas k kratki molitvi, potem pa si boste tele bombone pravično razdelili. Dragi Jezus, hvala, ker nas nisi ustvaril, da bi bili sami. Hvala za naše starše, prijatelje, učitelje, cerkev, veroučitelje in ljudi, ki nam pomagajo. Nauči nas, da bomo tudi mi pomagali drugim. Predvsem pa hvala, ker si ti naš prijatelj in odrešenik, ki nam pomagaš, ko sami ne zmoremo. Bodi z nami danes in vsak dan. Amen. Kdo bo prevzel nalogo deljenja bombonov? Ok, super, sem zelo vesela, da se ena punca javlja. To bo pošteno. Tako, lahko odidete, najmlajši imate zagotovljeno varstvo, vsi ostali pa si pridno razdelite bombone. Pred nami je kolekta. Pobrali bomo prostovoljne prispevke s pesmijo Bog, proslavljam te. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Če bi vprašali drug drugega ali kristjane nasploh, kdaj ste začeli resno razmišljati o Bogu? Kdaj ste začeli iskati Boga? Kdaj ste se začeli spraševati o smislu? Bomo dobili odgovore, ki nas ne bodo presenetili. Redko kdo bo rekel, moliti sem začel takrat, ko je bilo vse popolno. Ko sem bil zadovoljen in srečen, takrat sem začel resno razmišljati o Bogu. Tega skoraj da ne slišimo.
Kajti, ko imamo polno denarnico, ko nam zdravje služi, ko vse cveti, se ne sprašujemo, zakaj mi gre tako dobro. Ljudje začnemo moliti in iskati Boga, ko se nam sesuje zakon, ko zdravnik utihne in pogleda v tla, ko izgubimo službo, ko stojimo pred svežim grobom in ko se sprašujemo, kako bomo preživeli naslednji dan. Vendar Bog ne pošilja nesreč, da bi ga iskali. Ni krut režiser naših tragedij. Vedno je blizu in na voljo za pomoč. Vendar ga začnemo iskati šele takrat, ko nam zmanjka lastnih moči in rešitev. Ko ugotovimo, da nismo gospodarji svojega življenja. Ko ugotovimo, da smo nemočni. O tej človeški nemoči piše apostol Pavel. Napisal je sporočilo ljudem, ki so zgrešili smer, ki obžalujejo preteklost, ki so ujeti v lastne slepe ulice, ki so v stiski. Za ljudi, kakršni smo tudi mi vsi. Prisluhnimo tej Božji besedi iz pisma Rimljanom, 11. poglavje od 29. do 32. vrstice. Kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Kot smo slišali, smo se v cerkvi odločili za konkretno akcijo. Začeli smo oziroma bomo zbirati denar za defibrilator. Temu bo namenjen tudi naš dobrodelni izlet na Gorjance. Pomislimo na to napravo. Defibrilator večino časa visi neopažen nekje na steni. Ko pa nekomu zastane srce, postane meja med življenjem in smrtjo. Človek se ne more obuditi, oživiti sam. Potrebuje nekoga zunaj sebe. Tako tudi apostol Pavel govori o našem odnosu do Boga. Vsi potrebujemo rešitelja. To je tudi eksegeza teh Pavlovih besed, ki smo jih prebrali. Grška beseda za neposlušnost, ki jo Pavel uporablja, apeteja, ne pomeni le, da je nekdo prekršil pravilo, ampak pomeni trmo. Pavel pravi, da smo ljudje, živimo v iluziji, da lahko preživimo sami brez Boga. Zapiše stavek, ob katerem nas preleti srh. Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, v trmo, da bi vsem izkazal usmiljenje. Starodavni cerkveni oče Janez Zlatousti je v svojih homilijah o pismu Rimljanom ob tem odlomku zapisal, da nas je Bog namenoma pustil, da se zaletimo v zid lastne nemoči. Zakaj? Da bi sploh opazili, da nam je odpovedalo srce. Dokler človek misli, da je duhovno zdrav, Božjo milost preprosto ne išče. Življenje in trpljenje nas soočita s posledicami naših napak, zato da bi končno začeli kričati po rešitelju. Pred Bogom zato ni dveh skupin, ni pridnih na desni in ni grešnih na levi. Obstaja samo ena skupina ljudi. Ljudje, ki nujno potrebujejo duhovni defibrilator. V sredo smo imeli filmski večer. Gledali smo film The Blind, slepi človek. Zgodbo o Philu Robertsonu, človeku, ki je s svojim alkoholizmom in divjaštvom uničil svojo družino, preden je sploh opazil, da drvi v pekel. V filmu je bila izrečena naslednja misel.
Celoten naš svet je zgrajen na logiki vzpenjanja. Vse življenje plezamo. Želimo višje ocene, višji status, več uspeha, več denarja. Vsak od nas mukoma pleza na svojo goro. In to isto logiko plezanja prenesemo v vero. Mislimo si, najprej moram urediti svoje življenje, potem bom postal boljši človek, potem bom nehal piti, se prepirati, lagati, šele potem bom bolj vreden, da prestopim prag cerkve in šele takrat bom prišel k Bogu. To je največja laž. Krščanstvo ni zgodba o človeku, ki uspešno pleza k Bogu, ampak je zgodba o Bogu, ki se spušča k človeku, ki leži nezavesten na tleh. Martin Luther je v svojem komentarju pisma Rimljanom zapisal ključno teološko resnico. Naša pravičnost ne raste iz nas navzgor, ampak pada iz nebes navzdol. To je tisto, kar teologe zmede, preprosto, srce pa zlomi. Poglejmo si tudi primere iz Svetega pisma. Bog vedno pride dol. Ko Adam zgreši in se gol skriva v grmovju, Bog stopi dol v vrt in ga išče. Ko Izrael strada v egiptovski puščavi in služnosti, Bog stopi dol v njihovo stisko. Ko izgubljeni sin sedi lačen med prašiči, oče teče dol po poti, da ga objame, preden si sin sploh uspe umiti roke. Bog pride k apostolu Petru, ko ta smrdi po zatajitvi in laži, in Bog pride k Pavlu, ko ta besno preganja cerkev. In končno, Bog v Jezusu Kristusu stopa dol na naš svet. Mi napenjamo vse moči, da bi splezali na goro, Bog pa z gore hiti dol. Zakaj je to pomembno? Zato, ker obstajajo rane, ki jih sami ne moremo zaceliti. Obstajajo besede, ki jih ne moremo vzeti nazaj. Obstajajo uničeni odnosi, ki jih z lastno močjo ne znamo sestaviti. Obstaja krivda, ki nas duši in je ne moremo odložiti. Če bi bilo odrešenje odvisno od našega plezanja, bi vsi ostali mrtvi na pobočju. Evangelij ne meri razdalj, ki jih moram prehoditi do Boga, ampak govori o tem, da je Bog že prehodil celotno pot do mene in tebe. Šel je do konca, v najino osamljenost, v najin sram, v najin strah, v najino trpljenje. Križ ni spomenik našemu uspehu, ampak spomenik o Božji bližini. Križ je kraj, kjer je Bog sestopil najgloblje, v največjo človeško temo. Zato Pavel ne piše o ljudeh, ki so postali dovolj popolni in dobri za Boga, ampak piše o Bogu, ki je dovolj dober za ljudi. O Bogu, ki ne dvigne rok nad trmoglavimi, o Bogu, ki ne zapusti izgubljenih. Pavel piše o Bogu, ki zna celo naše zgrešene poti spremeniti v pot usmiljenja. Zato zapiše tiste težke besede. Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. To seveda ne pomeni, da je greh nekaj dobrega. To ne pomeni, da so naše napačne odločitve nepomembne. Pomeni nekaj veliko večjega. Nobena naša napaka ali greh niso usodni za naše življenje. Zadnjo besedo v našem življenju ima Božje usmiljenje. Še enkrat se spomnimo svetopisemskih likov, ki nam pomagajo dojeti to poanto vere. Izgubljeni sin ni srečal očeta takrat, ko je bil uspešen, srečal ga je po svojem največjem porazu, ko je smrdel po svinjaku. Peter ni jokal zato, ker je bil brezhiben učenec, ampak je jokal takrat, ko se je zlomil in 3-krat zatajil svojega Gospoda. Apostol Pavel ni postal apostol zato, ker je bil popoln,
ampak je postal apostol potem, ko je krvavo preganjal cerkev. Poglejmo še svoje življenje. Koliko ključnih stvari smo se naučili prav zaradi svojih neuspehov. Koliko resnične modrosti je prišlo skozi solze in bolečino. Koliko naših najglobjih molitev je nastalo takrat, ko nam je bilo lepo? Skoraj nobene. Nastale so v stiski. Največja bližina z Bogom se rodi ravno takrat, ko človek ugotovi, da nima več kam iti. Ko ugotovi, da je na tleh. Bog pa si naših padcev ne želi, ni krut. Tudi kadar pademo, nas ne pohodi, dvigne nas. In šele tam, kjer se naša človeška moč konča, se zares začne Božja milost. Vendar nas Bog s temi ranami ne približa samo sebi, približa nas tudi ljudem okoli nas. To je tisto, kar nujno potrebujemo slišati. Človek, ki nikoli ni trpel, težko razume tistega, ki trpi. Človek, ki nikoli ni bil na tleh, težko razume obupanega. Človek, ki je prepričan o svojem popolnem življenju, ne zna odpuščati. Toda tisti, ki je sam doživel milost, vidi svet z drugačnimi očmi. Zato so najboljši kristjani vedno ljudje z brazgotinami. Najboljši ljudje so vedno ljudje z brazgotinami, ker so skozi te brazgotine spoznali, kako globoko zna Bog se stopiti do človeka. Spomnimo se še enkrat Phila Robertsona iz filma The Blind. Zaradi napuha, odvisnosti in nasilja je izgubil skoraj vse, kar mu je bilo dragoceno. Ostal je sam na dnu svojega življenja v zanemarjeni prikolici sredi gozda. In tam je končno spoznal, da si ne more več pomagati sam. Ko človek doseže dno, lahko stori samo eno stvar. Vse izroči stvarniku, Bogu. Obrne se k Kristusu, ki pozna naše rane, naš sram in našo zlomljenost. Prav to se je zgodilo tudi v filmu Filipu, ko je k njemu njegov klic stopil duhovnik Bill Smith. Duhovnik ga ni obsipal z moralnimi pridigami, kajti sam Phil se je svojih napak dobro zavedal. Potreboval je le nekoga, ki mu je pokazal očetovo usmiljenje in mu povedal, Bog te ni prišel uničiti, ampak rešiti. To je utrip Božjega srca. Bog ne išče popolnih, ampak zlomljene in ranjene. Zato je tudi poslanstvo cerkve, da je prostor, kjer se Kristusova milost dotika človeških ran in jih ozdravlja. Pa vendar vse izročiti stvarniku Bogu je težka, konkretna odločitev. To je na svoji koži izkusil tudi Judson van de Venter, človek, ki je napisal besedilo naše zaključne pesmi. Rodil se je sredi 19. stoletja na kmetiji v Michiganu, v Združenih državah Amerike. Trdo je delal, študiral in postal uspešen profesor umetnosti. Poučeval je slikanje in kiparstvo. Bil je nadarjen, ugleden in zadovoljen. Imel je zagotovljeno prihodnost. Hkrati pa je bil dejaven tudi v cerkvi. Ljudje okoli njega so hitro opazili, da ima izjemen dar za delo z ljudmi, za oznanjevanje. Prigovarjali so mu, pusti šolo, posveti se evangeliju. Van de Venter pa je okleval. Celotnih 5 let je živel razpet med dvema svetovama. Na eni strani varna umetniška kariera, položaj, nadzor nad življenjem, na drugi strani pa tisti tihi, vztrajni klic, naj vse to izpusti iz rok. To je natanko tista dilema, ki jo živimo tudi mi danes. Ali ostati tam, kjer se počutim varno, ali pa tvegati
verjeti in stopiti v nekaj novega. Ali krčevito držati življenje v svojih rokah, ali pa zaupati Bogu, ki vidi dlje. Van Deventer je 5 let odlašal, potem pa je prišel trenutek, ki ga je sam zapisal kot prelomno uro svojega življenja. Bilo je med molitvenim srečanjem. Van Deventer je spoznal, da svojo trmo in nenehnim računanjem, kako priti skozi življenje čim bolj mirno, ne pleza navzgor, ampak samo izgublja življenje. Padel je na kolena in izpustil nadzor nad svojo usodo. Vse svoje načrte, svoj ugled, svoj strah je položil pred Boga. Zapisal je: dolgo sem se boril med svojim umetniškim uspehom in odhodom v polno oznanjevanje evangelija. Končno je prišla tista ura, vse sem izročil. In kaj se je zgodilo, ko je sestopil svojega ponosa? Napisal je krasno pesem. Povedal je, da je v tistem trenutku predajo svojem srcu odkril glasbeni dar, za katerega sploh ni vedel, da obstaja. Bog je njegovo predajo spremenil v melodijo, ki že več kot 100 let pretresa ves krščanski svet. Ko beremo vrstice te pesmi, ki jo bomo zapeli na koncu, beremo osebno izpoved njenega avtorja. V prvi kitici zapiše: vse izročam tebi, Jezus, radovoljno se predam. To ni poraz utrujenega človeka, to je svoboda nekoga, ki se je nehal upirati Božji ljubezni. Na to pravi pesem: čare svetne sem zapustil. To ni beg pred svetom, ampak spoznanje, da ne moremo služiti svojemu egu in Bogu hkrati. In na koncu vse položi na oltar z besedami: in dušo in telo, vse izročam ti. Svoj razum, svoje načrte, svoje talente, svojo prihodnost. Ta pesem, ki jo bomo zapeli, ne govori o popolnih vernikih, ampak o človeku, ki je moral na kolenih sprejeti odločitev, komu pravzaprav pripada njegovo življenje. Danes vprašanje za nas ni, ali smo dovolj dobri za Boga. Apostol Pavel nam jasno pove, da ni nihče. Vsi živimo izključno od Božjega usmiljanja. Zato je pravo vprašanje, ki si ga zastavljam danes, povsem preprosto. Kateri je tisti del mojega življenja, ki ga še vedno skrivam pred Bogom, ker me je sram? Je to skrhani odnos v družini, ki ga ne znam rešiti? Je to kakšna skrita odvisnost, greh, globoka zamera, neodpuščanje? Kaj je tisto, kar raje rešuje sam, namesto da bi rekel: Gospod, pretežko je, pomagaj mi. Tukaj ne pomaga teorija in nihče ne more te poti prehoditi namesto mene. Nobena knjiga mi ne bo dala odgovora. A največja tolažba je prav v tem, ko sam v tišini pogledam v svoje srce in si priznam resnico, tam ne najdem sodnika, ki me želi kaznovati. Najdem očeta, ki že ves čas čaka z razprostrtimi rokami. Ko Bogu izročim svojo nemoč, se moje rane spremenijo v prostor Božje milosti. Tam, kjer sem najbolj zlomljen, me Bog najbolj ljubeče objame. In Božji mir, ki presega vsak človeški bo varoval in ohranil naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, pred tebe stopamo zbrani v veri in ti prinašamo svoje veselje, pa tudi vse svoje skrite rane, skrbi in strahove. Odpusti nam, ko v svoji človeški slabosti mislimo, da moramo vse sami in se v strahu zapiramo pred tvojo bližino.
Hvala ti, ker nas na našem dnu nikoli ne zapustiš, ampak nas tvoje neskončno usmiljenje vedno znova pobira in rešuje. Izročamo ti svoje življenje in vse, kar težko izpustimo iz rok. Vstopi v našo nemoč in nam podari svoj mir, da bomo znali darovati svoje srce tebi in postati žive priče tvoje ljubezni v svetu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Medtem ko se glasbeniki pripravljajo, izkoristimo ta trenutek za preprosto hvaležnost, da smo danes tukaj. Kako lepo je vedeti, da imamo Boga, na katerega se lahko vedno zanesemo in mu zaupamo v svojo prihodnost. Ko svoje življenje položimo v njegove roke, je vsak dan lažji in vsaka pot bolj jasna. Krščansko veselje izhaja prav iz tega zaupanja, da nikoli nismo sami. Zapojmo pesem Vse izročam ti. Izročam te.
Draga Božja cerkev, v Gospodovi molitvi, Oče naš, molimo tudi, da nam Bog da naš vsakdanji kruh. In v tem vsakdanjem kruhu se skrivajo tudi naše skrbi, tudi naši strahovi, vsa krivda, ki jo nosimo. Zato je prav, da skupaj kot en glas molimo to molitev. In ko bomo molili to molitev skupaj, bomo vsi prosili za naš vsakdanji kruh, kar pomeni, da bomo vsi prosili za naše stiske, za naše potrebe, za naše strahove. In Bog jih bo slišal. Zato pridimo skupaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo vsi skupaj še Aaronov duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.